Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo, to je oddaja Klepet ob kavi in danes vam posredujemo tiste najbolj koristne, najbolj praktične informacije o zadevi, o kateri se veliko govori, katero se tudi zdaj veliko že uporablja. Govorili bomo o CBD-ju, torej CBD, te tri črke, ki so zelo pereče tudi ta čas. In na kakšen način se pravzaprav uporablja, na kaj moramo biti pozorni, kateri so tisti triki, na katere ne smemo nasesti, katere so tiste pasti in seveda kakšen je ustrezni način uporabe pri različnih stvareh, kdaj CBD da, kdaj CBD ne. Odločila sem se, da grem po odgovore ne nekomu, ki ta CBD prodaja, ker ga uvaža iz ne vem kod, ampak k nekomu, ki konopljo goji. Že ogromno let jo pozna njene cvetove, njene vršičke, njene korenine, jo pozna v vseh možnih oblikah in dobro ve v vsaki celici svojega telesa, kaj nudi in na kakšen način moramo s to rastlino tudi spoštovati, kako jo moramo spoštovati. Bogdan Mak je v naši družbi. Konoplja je taka zanimiva tematika zadnjih nekaj let. Se mi zdi, da so se že kar naredili konkretni koraki naprej, kar se tiče izobraževanja samih ljudi, ker ko smo začeli v naši oddaji govoriti o tem, je ena gospa klicala pa je rekla, a pol, če jem konopljine piškote, ne bom zadeta. Tako da tam smo bili, ne? Ja, zdaj se je v nekaj letih to stvar, bi rekel, kar nadgrajevala, ljudje najdejo veliko je informacij, ki imajo neko težo, ki imajo vsebino, ki dajo poznavalcem, pa tistim laikom odgovore, ki jih iščejo. Daleč smo prišli od tega, ja, ko so ljudje mislili, da zdaj pa je to neka prepovedana substanca, ki jo gojimo kmetje, nelegalno, ampak zadeva je legalna, poznamo jo, marsikje se da dobiti izdelke, najrazličnejši spekter izdelkov se je v 3-4 letih razvil in prav je, da ljudje tudi so seznanjeni s tem, kaj vse na trgu obstaja, kaj so pasti in kaj so tisti blagodejni učinki, ki pa jih lahko od rastline pričakujejo. Velikokrat naletim kljub temu, da imamo super inšpekcije, kar se tega tiče, ampak kljub temu velikokrat naletim na tudi neke trditve, ki so daleč od resnice, oziroma trditve, ki so samo zaradi tega, da bojo prodali. In tudi vidim in opažam zadnje 2 leti, mislim, vsej 30 vrst CBD kapljic lahko kupimo. Ja, zdaj, če se premaknemo nazaj 4 leta, ko smo se mi začeli, pa 5 let nazaj, ko smo se začeli nekako pogovarjati o tem, da se bomo začeli ukvarjati z industrijsko konopljo, je v Sloveniji bila zadeva takšna, da smo bili 4 proizvajalci oziroma 4, ki smo to tržili, prodajali. Danes je nekje med 26 pa 30 podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Približno 85% je uvoza, ostalo je tisto, kar je predelano v Sloveniji. Moramo pa se zavedati dejstva, da ogromno kmetij v Sloveniji goji konopljo in jo zaradi povpraševanja trga prodajajo izven Slovenije, kar pomeni v Švico, Anglijo, kjer smo, bi rekel, zelo prepoznana država po kakovosti materiala, ki ga pridelujemo. Torej, mogli bi biti veseli in navdušeni, da lahko uporabljamo slovenske CBD kapljice, ne pa da kupujemo in nasedamo tistim, ki imajo švicarski plus gor, pa ne vem kaj še vse, kaj ni to. To je zdaj marketing vsakega podjetja, ki pač išče svojo priložnost na nekih točkah. Mi kot kmetija se zavedamo, ali pa je naša vizija v tej smeri, da še tudi čez 20 let bomo gojili konopljo, jo predelovali, iskali vse tiste najmanjše podrobnosti, ki bi lahko dale neke rezultate na človeški organizem. Odlično. Jaz sem vesela, da sva se midva spoznala toliko let nazaj in da sva takrat začela sodelovanje, kaj ti veliko dobrega se je izcimilo iz tega za ljudi predvsem. Bogdan, kaj lahko pričakujemo strani CBD kapljic in česa ne moremo pričakovati strani CBD kapljic? Zdaj jaz vedno poudarjam, CBD kapljice oziroma učinkovina CBD ni zdravilo. Ljudje velikokrat kličejo pa rečejo, ja, zdaj pa to zdravi, to pa ne vem kaj.
to dejansko ne drži. CBD je ena skupina učinkovin, ki jih telo tudi samo proizvaja in ta učinkovina v telesu povzroča to, da se naš organizem na nek način naravno vzpostavi, gledano iz vidika imunske odpornosti. En del kanabinoidnega sistema v našem telesu proizvaja nek spekter CBD-ja in to je zdaj pač CBD rastlinskega izvora, ki je naravna učinkovina in telesu pomaga, da se lahko bori proti najrazličnejšim zunanjim vplivom. To pa je zdaj imunska odpornost, lajšanje bolečin, lajšanje težav z spanjem, vse te zadeve, ki na različne ljudi različno delujejo, glede na metabolizem ljudi, glede na imunsko odpornost in vse ostalo. Tako da ni za vsakega enakega učinka, rezultati so dobri oziroma zelo visoki, rezultati so pri različnih stvarih. To je zdaj kot ljudem, ko rečemo, če bi pili več vode, bi se bolje počutili in ravno tako je z CBD-jem. Tisti, ki imajo velik manjko, imajo velik preskok v počutju, v lajšanju nekih težav, tisti, ki imajo sorazmerno dober organizem, še pa vedno najdejo neko stvar, ki jo pa lahko z pomočjo CBD-ja uravnajo. Okay. Kateri so tisti problemi oziroma katerim ljudem bi pa nasploh lahko rekli, pomisel na CBD kot pomoč, kot orodje, kot dejansko podporo. Se pravi, omenil si definitivno nespečnost. Nespečnost, potem lajšanje bolečin, tisti, ki vejo, da se njihov imunski sistem zaradi različnih vplivov zelo poruša. Tukaj gre predvsem oziroma ogromno uporabnikov tistih, ki hodijo na najrazličnejše kemoterapije, kjer se organizem načrtno popolnoma podre zaradi tega, da bi uničili neke celice. Teh je ogromno. Jaz vsakemu rečem, morate poskusiti, pa vidite, kakšen je učinek in veliko ljudi se vrača. Veliko ljudi postavlja vprašanje tudi vaši oddaji, kaj, na kak način, zakaj. To je pač zdaj zelo širok spekter delovanja, tako kot ima naš imunski sistem zelo širok spekter delovanja znotraj našega telesa. CBD. Ok, super. Razlika med CBD-jem, ki je torej iz konoplje, ki je živela, rasla na soncu, v pravem času ste jo torej utrgali, na pravi način posušili, na pravi način dejansko tudi potem kasneje, da ste sprešali ali ne vem kakorkoli se temu reče, in pa sintetični CBD. Kakšna je razlika? Se pravi nek izvleček, farmacevtski izvleček in pa nekaj, kar je dejansko videl zemljo, sonce in tako naprej. Kakšna je razlika tukaj v delovanju? Zdaj, bistvena razlika je, da pri CBD kapljicah, ki so naravna učinkovina, izpostavljamo samo CBD, ampak v tej učinkovini je en širok nabor kanabinoidov, ki so prisotni v rastlini industrijske konoplje. Nekje približno 84 različnih kanabinoidov je. Mi poudarjamo največ CBD, zato ker ga je največ prisotnega. V sintetičnem CBD-ju govorimo izključno o izolatu CBD, kar pomeni dobenih drugih najrazličnejših naravnih substanc ni in delovanje vseh teh substanc oziroma vseh kanabinoidov skupaj tvori rezultat. Se pravi, pri naravnem CBD-ju iz konoplje gre torej za nek miks, nek komplet, nek koktejl, neko podpiranje medsebojno superhranil, mikrohranil in mikrohranil in vsega ostalega. Pri sintetičnem gre pa zgolj za nekaj, kar je pač bilo narejeno nekje v laboratoriju z razlogom, da se temu reče neka učinkovina, bel prah, ki se mu reče CBD. In je dejansko nek izolat vsega tega, kaj je rastlina proizvedla. Iz tega razloga je nesmiselno oziroma zelo težko primerjati učinkovitost tega pa tega, zato ker v naravnem CBD-ju najdemo zelo širok spekter, tam pa le enega. Tako. Tale trenutek, kaj ti CBD kapljice, seveda naravne in seveda slovenske, priporočamo že kar nekaj let v oddaji Klepet ob kavi in ogromno ljudi se je že pohvalilo s tem, kako so si lahko pomagali. Pa imamo tale trenutek na telefonski liniji. Ja, se slišimo? Imam svojo izkušnjo. Ja, povejte. Imam pa službo, ko malo je taka stresna in
Kdo je nima danes? Grem kar težko skozi dan in se jaz, ko jaz delam to zadevo, ker bi me malo bolj prišlo, da je to malo v sebi. Ja. In sem najdel res te vaše kapljice in toliko dim jo poleti tu, jaz kar naenkrat lahko grem skozi službo, nimam več problemov, lahko sem skoncentriran in hvala Bogu, da sem najdel. No. Evo, super, tudi mi smo veseli, da ste to našli. Gospod je predvsem povedal, da dejansko pri teh stresu, pri stresni službi, da mu je tukaj fajn pomagali. Veliko je te izgorelosti. Je takrat primeren čas, da posežemo pri CBD-ju, kadar imamo zahtevno službo, zahtevna velika pričakovanja in podobno? Mi imamo največ, ali pa bi rekel, en segment je tisti, ki posežejo po CBD-ju ravno iz porušitve imunskega sistema, drug zelo velik razred teh naših uporabnikov so pa ravno menedžerji, ljudje, ki imajo pritisk, stres v službi, tempo vsakdanjega življenja, vemo, kam nas rine in teh je ogromno, ki ne znajo obvladovati, v bistvu človeški organizem več ne zna uravnati tempa življenja, v katerem smo in na nek način stres oziroma neko pomiritev lahko najdemo tudi v uporabi CBD kapljic. Ok, super. Moram vprašati, glede na to, da sem tudi sama zdaj trenutno v tem stanju, nosečnost in CBD kapljice da ali ne? Strokovna literatura piše oziroma ne navaja, da bi bili kakršnikoli stranski učinki v tem obdobju, tudi v času dojenja. Jaz pravim, da vedno je fajn, da se vsak sam pri sebi, kako se počuti, na tak način tudi ravna. Moja žena je v času nosečnosti uporabljala CBD tudi ves čas dojenja, ni imela kakršnikoli zapletov in tudi vsa strokovna literatura kaže v prid temu, da je v času dojenja in pa nosečnosti ženski organizem podvržen temu, da primanjkuje nekih zadev, kanabinoidnih zadev v telesu in jih je smiselno tudi za neko naravno učinkovino nadgraditi. Zdaj tisti, ki poznamo ali pa tisti, ki so se mogoče pozanimali tem, na kak način kanabinoidni sistem v telesu deluje, potem vejo, o čem govorimo. Ja, se pravi, da se splača to podpreti nasploh. Odlično. Ali ljudje, ki jemljajo zdravila zaradi katerekoli bolezni, pa že spekter imamo ogromno ljudi je zdravila ali zaradi pritiska ali zaradi rečenja krvi in tako naprej. Ali je kje, v kakšnem primeru, da gre stvar navzkriž? V tem smislu, da zdaj pa CBD kapljic ne jemlji, če uživaš oziroma če imaš to in to. Načeloma ni težav oziroma v literaturi tudi strokovni ne zaznamo, da bi bilo kakšno navzkrižje interesov pri uživanju zdravil. Priporočilo pa je, da ne jemljemo istočasno zadev, kar pomeni, da če vzamemo tablete, neke sintetične stvari, da na njih ne damo CBD-ja in ga skupaj užijamo, da je vsaj pol urce do urca zmes razmaka. Res pa je, da v primeru, ko želi uradna farmacija, da se naš organizem ne krepi, kar pomeni, da če želijo porušiti ravnovesje, v tem primeru je pa nesmiselno uporabljati CBD, zato ker bo delal točno nasprotno. To zdravniki v večini primerov povedo. Jaz sem imel uporabnice, ki so imele z tem težavo, da se jim je imunski sistem preveč ojačal, uradna medicina pa tega ni želela. Tako da tu je zdaj neko navzkrižje interesov, zelo težko je to razumeti, ker sem tudi jaz vprašal, zakaj pa zdaj ne bi vi želeli, da ste zdravi, ne? Ampak so povedali, da uradna medicina pa želi, da stvari v telesu ne potekajo na tak način, kot bi bilo prav, da potekajo. Ok. V redu, bova tukaj zaključila, da nova dobila kakšnih čudnih pisem, ne? Od tam zgoraj. Boljše. Kako je s količinami? Zdaj, sama, ko sem se začela s temi zadevami ukvarjati leta in leta nazaj, sem najprej padla na to finto, da sem uživala C vitamina tu, kar je pisal gor. Pa sem potem ugotovila, da te količine so glih take, da skorbuta dejansko ne dobiš, da rabiš bistveno več. Potem sem videla pri D vitaminu dejansko, kako pomemben je in kako pomembno je, da ga užijamo več, kot je neka predpisana zadeva. Skratka, se zavedam, da določene zadeve, ki so predpisane in so po zakonu,
flakonu so stare desetletja, niso updatane, niso osvežene z novimi spoznanji, z novimi študijami, kliničnimi in tako naprej. In ne vem, kako je pri CBD-ju, ker piše, mislim, da na embalaži 1 kapljica recimo. Ja, tudi na tem področju je zadeva popolnoma enaka. Mi napišemo 1 kapljico, zato ker to je tisto, kar lahko še napišemo kot prehransko dopolnilo, ker mi tržimo to kot prehransko dopolnilo. V tem trenutku jaz mislim, da to je prehransko dopolnilo, kaj bo zakonodaja predpisala, bomo videli. Je pa tako, da ko vprašamo naše uporabnike o tem, kakšni so učinki pa rezultati, jih več kot 80% povedo, da uživajo med 5 in 10 kapnic dnevno. In da takrat vidijo najboljše rezultate, ko so uživali eno, ni bilo takšnih rezultatov. To je zdaj odločitev vsakega posameznika, na kak način kombinira. Tako kot si sama povedala, ko uživaš C-vitamin, vidiš razliko, če ga uživaš tisto, kaj je predpisano, pa če ga malenkost več uživaš, je bistveno boljše. So pa kanabinoidi oziroma CBD učinkovina ena najbolj varnih naravnih učinkovin. Kaj to zdaj pomeni? Človeški organizem ima sposobnost, da vse viške izloči iz telesa, kar pomeni, da se ne kopičijo v organizmu, ampak se na naravni način preko urina izločijo. Zdaj, ene CBD kapljice stanejo 30 evrov, druge stanejo 50, ene stanejo 100 evrov, ene imajo toliko odstotkov, druge imajo toliko odstotkov. Kaj je zdaj s temi odstotki? Jaz se od prvega dneva nekako poslužujem, ko smo se malo pogovarjali s strokovnjaki različnimi, ki so bili tudi gostje v vaši oddaji, da telo nekje ima odlično absorpcijsko sposobnost CBD-ja med 5 pa 7%. To je zdaj zelo majhna količina ali pa koncentracija. Nekdo reče, ja, pa če bi 30% bi bili boljši rezultati. Jaz imam stranke, ki so imele z 30% CBD-jem slabše rezultate kot pa z 5%. Zakaj? Zaradi tega, ker telo, to, kar smo povedali, ne more prevelike koncentracije tako dobro absorbirati. Pomeni, da je mogoče bolj smiselno manj večkrat dnevno uživati, kot pa bolj močno enkrat na dan. Zato, ker telo v tem času ne more predelati takšne koncentracije kanabinoida. No, to je dobra novica, ne? Tudi 5% je dejansko najcenejši nasploh, oziroma pri nas tako in tako zagovarjamo samo 5%. Ja, zdaj, če se vrnemo nazaj, na 4 leta nazaj, oziroma 5, ko smo omenili, takrat je na trgu bil prisoten 3, 5 pa 7% CBD. In to se je največ prodajalo in najboljši rezultati so bili tudi z temi 3 vrstami CBD-ja nasploh. In mi smo se takrat odločili za to in za tem stojimo. V Klepetu ob kavi priporočamo kapljice. Obstaja pa vendarle tudi druge oblike. Paste, smola, tablete, pršila. Kaj nam lahko tukaj poveš? Mi smo se odločili za najbolj neko osnovno obliko in za njo stojimo. Najlažja je uporaba, najlažje je doziranje, najbolj vidimo, na kak način doziramo, najbolj vemo, kam se je to absorbiralo, priročno je, pregledno in iz tega razloga. Se pravi, kapljice so najbolj praktično v tem smislu in tudi zaradi absorpcije. Pa z našega nekega vidika je to najbolj uporabno. Verjetno pa seveda pod jezika. Del dneva, ko naj bi se CBD kapljice uživale oziroma se naj ne bi? Jaz priporočam, da vedno ljudje uživajo zvečer pred spanjem večjo količino kot pa zjutraj pred aktivnostjo, ki jo bodo izvedli, ali je to delovnik ali karkoli. In pa po potrebi, če vedo, da bo nek stresen dan, da jih vzamejo tudi med dnevom. Ampak najboljša absorpcijska možnost telesa, pa tudi predelave ali pa integracije samega CBD-ja je pa absolutno po noči. Kar pomeni nekje pol ure pred spanjem, uro pred spanjem in potem, ko gremo mi v nek počitek, da se to lahko normalno absorbira v telo, da lahko telo to predela, uravna svoj metabolizem in potem drug dan normalno dalje funkcionira. Odlično. Hvala za vse informacije, ki si jih posredoval glede CBD-ja. Vsekakor bomo še naprej širili tiste informacije, ki ljudem dejansko pomagajo. In če se želite vrniti na to tematiko, če želite imeti informacijo več o tem v smislu kdaj, kako, koliko, na kakšen način, kakšna je praksa, kaj kažejo izkušnje, torej na klepetobkavi.si najdete tega več v smislu člankov in seveda tudi v smislu neštetih oddaj.
oddaj. Posneli smo kar nekaj oddaj v smislu povezave CBD-ja z osteoporozo, z reumatoidnimi artritisi, z nespečnostjo in še marsikatero drugo težavo, tudi kako je pri avtistih, pri epileptičnih napadih in tako naprej. Preverite na YouTube kanalu, dr. Tanja Bagar je bila v naši družbi, dr. Perdih in še marsikatero drugo poznano ime, ki torej ne samo, da sledi temu, kar je bilo včasih, ampak tudi berejo študije in poslušajo svoje paciente in prisluhnejo njihovim izkušnjam in na takšen način ustvarjajo neko novo dobo nekega naravnega pristopa k zdravju. Podobno je, kot ti gostin zapakira zrezek, ribo, burek, karkoli v alu ali ko delamo sendviče, ker nekaj morate vedeti, aluminij se izluži, aluminijevi ioni se izlužijo v stiku z masnim, z vročim in s kislim. Torej, bolje živilo, masno, vroče, kislo, več aluminija se bo izlužilo.